Dobrodošli v novi epizodi podcasta Real Estate Academy. Danes govorimo o zelo pomembni temi. Govorili bomo o spancu oziroma o pomanjkanju spanca. Ko se ljudje soočamo z slabim spancem, si ponavadi skušamo pomagati s tabletami, spremembami življenjskega sloga. Ne pomislimo pa, kakšen vpliv ima naša postelja na naš spanec. Na to vprašanje nam bo odgovoril predstavnik podjetja Mioto. Danes je z nami Vasja. Ja, dober dan vsem. Vasja, bi nam najprej povedal o podjetju Mioto, s čim se ukvarjate? Tako je, če smo čist precizni, podjetje je VLS. V lasti imamo blagovne znamke Mioto, to je pohištvo, potem Royal Sleeper, to so posteljni sistemi najvišjega nivoja, in Selections, tle so pa sedežne garniture, mize, stoli po izbiri stranke, se pravi našega uporabnika. Zdaj, po nekaterih raziskavah se kar 38% ljudi sooča s slabim spancem. Zdaj, če sem bolj natančna, v tej raziskavi, o kateri govorim, je sodelovalo 35,000 ljudi. To v bistvu pomeni, da ima vsaka četrta oseba nekakovosten spanec. Tako, kot sem povedala v uvodu, ljudje si ponavadi skušamo pomagati s tabletami, mogoče več športamo, malo spremenimo življenjski slog, ampak res nikoli ne pridemo do tega zaključka, da je mogoče problem naša spalnica. Vasja, po tvojih izkušnjah, zakaj ima postelja oziroma spalnica tak vpliv na naš spanec? Ja, postelja je v bistvu, predvsem v naši kulturi, dostikrat en tak zamolčan, pasiven element, skrit v spalnici. Medtem ko je spanje samo po sebi aktiven proces regeneracije telesa, kjer telo prehaja iz različnih faz spanja v tale najglobji del, REM, in takrat se dejansko res spočijemo. Za to dosežeti, se pravi, telo uravnava svojo temperaturo in spusti temperaturo za stopinjo do 2. Hkrati pa se mora popolnoma sprostiti, da ne prihaja do teh mikroprebujanj, kjer se vrtimo v postelji, vsem dobro znano, ne počutimo se dobro, temperatura zraste v postelji, oziroma nismo udobni, ne sprostimo se in zaradi tega se pol tudi zbujamo neprespani. Zdaj, to se tudi meni veliko dogaja, pa tudi veliko ljudem, ki jih jaz poznam, bom spala 7-8 ur, kar ne bi bilo načeloma čisto dovolj, ampak se zbudim še vseeno res utrujena, pa z bolečinami v hrbtenici, telesu, kakorkoli že. Kaj je tisto mogoče pa v vzmetnici, kar vpliva na to, a se bom jaz res spočila pa regenerirala med spancem, ali se bo telo dejansko nekako borilo z podlago ves čas? Ja, to se dogaja mnogim. Dejansko ni problem v količini spanja, problem je v kvaliteti spanja. A mi dobro spimo, a se telo dejansko sprosti, ali se non-stop mišice borijo z nepravilnim položajem, prevročim telesom. Se pravi, vzmetnica vpliva na kvaliteto spanja, oziroma cel posteljni sistem vpliva na kvaliteto spanja na način, da se telo popolnoma sprosti. Se pravi, vse mišice se sprostijo in mi se ne prebujamo. Se pravi, kvaliteta spanca je dosti boljša, dosti večja in dejansko se lahko že po 5 urah zbudimo popolnoma naspani, če spimo dobro in kvalitetno. Kaj pa je tisto ključno pri vzmetnici, kar vpliva na to, a je to material, a je način izdelave, višina mogoče vzmetnice? Izpostavil bi 2 stvari. Eno so, se pravi, količina vzmeti in kvaliteta vzmeti. Se pravi, vzmeti mora biti
čim več, ponavadi so v več plasteh tudi, ena na drugi, in vsaka vzmet je se pravi, neodvisna od sosednje vzmeti, se pravi, da se vibracije, tresljaji ne prenašajo po postelji. To je eno. Drugo je pa kvalitetni materiali, zračni materiali, naravni materiali, bombaž, svila, volna, konjska žima. To so materiali, ki omogočajo zračnost in omogočajo telesu, da dejansko spusti svojo temperaturo za tistih željenih 1 do 2 stopinji v času globokega spanca. Zdaj, ker pri teh mikrodržljajih, ki jih skozi omenjava, ki vplivajo v bistvu na kvaliteto spanca, a so kakšni znaki, kako lahko jaz vem, da imam žimnico oziroma vzmetnico, pri kateri niso dobro regulirani ti držljaji, oziroma kako vem, da imam problem s tem? Ja, ponavadi je prvi znak ta, da se počutite utrujeni, že ko se zbudite, oziroma neprespani, se pravi, kvaliteta vašega spanja ni bila ok. Seveda najprej treba izločiti vse ostale faktorje, od elektromagnetnih valovanj do pravilne svetlobe oziroma teme v spalnici, tišine in tako naprej. Na to smo vse občutljivi. Potem pa pridemo do postelje oziroma vzmetnice, ki je v bistvu edini kos pohištva, s katerim smo dejansko v kontaktu skoraj 8 ur na dan. To je tretjino našega življenja, mi preživimo na naši vzmetnici. Dajmo pozornost na to, da jo pravilno prezračimo, obračamo, pa tudi zamenjamo. Ko enkrat začutiš, da ti je vzmetnica, tako bi rekel, nepravilna, da te ne podpira, je ponavadi že prepozno. Dosti prej so se zgodili tej premiki obraba v vzmetnici, zato je po 7 letih, po mojem, že skrajni čas za menjavo in nakup nove kvalitetne vzmetnice. Vzdrževanja se bova dotaknila še mičkan kasneje. Greva zdaj še konkretno na bolečine v hrbtu. Zdaj, to, tako kot sem rekla, s tem imam težave in jaz in recimo veliko ljudi, s katerimi pač se pogovarjam. In velik vpliv pri bolečinah v hrbtu ima vzmetnica oziroma podpora. Kako lahko jaz vem, da postelja oziroma vzmetnica ne bo dobra za mojo hrbtenico, še preden jo kupim? Kaj je tisto, na kaj ne bom pozorna, ko kupujem vzmetnico oziroma posteljo, da se izognem slabi kvaliteti in da ohranim zdravje moje hrbtenice? Ja, seveda je tlele trdota oziroma moč teh vzmeti zelo pomembna. Težje osebe potrebujejo tršo vzmetenje, lažje osebe lahko mehkejše, predvsem, da je po conah to regulirano, da so te točke pritiska, pri moških je to ponavadi ta ramenski obroč, pri ženskah so boki, da se pravilno podajo, ugreznejo pod vašo težo. Se pravi, želja je, da je hrbtenica v negativnem ravnem položaju, ko ležite, ne da je se pravi zvita, tako da se telo prilagaja podlagi. Torej ne sme biti hrbtenica takole, ampak mora dejansko biti ravna. Ja. Se pravi, to lahko potestirate v našem showroomu, kjer profesionalci kupujejo vzmetnice, vsaka vzmetnica stestira in vsaka se tudi lahko prilagodi določeni kilaži, saj vzmetnica vsaka oziroma skoraj vsaka je lahko v enih 3 trdotah, od mehke, srednje do trde. To govorim za vsak model. Dober izbor, dobre vzmetnice pač zahteva svoj čas. Dejansko jaz trdim, da dobro vzmetnico izbiraš vsaj pol ure. Ja, zanimiv v bistvu, da rabijo moški na drugih delih podporo, kakor ženske, a pol v bistvu tudi pri svetovanju za primerno posteljo se upošteva in spol in teža posameznika. Tako, seveda. Hkrati pa vsaka vzmetnica Royal Sleeper se vrti, to je za 180 stopinj, se pravi, tam, kjer so noge, potem glave, in s tem razbremenimo, ker mi obremenjujejo, ne vem, če je v vzmetnici 500 vzmeti, jih obremenjujemo teh 10, ki so pod rameni non-stop. Že če zavrtimo vzmetnico za 180 stopinj, smo 2-krat podaljšali življenjsko dobo teh vzmeti. Nekateri modeli so pa potem še flip over, se pravi, jih obrnemo še
okrog in okrog kot palačinko, ne moremo reči na ta način. Tle pa pol še daljša življenjska doba, hkrati pa lahko imamo tudi dva načina spanja v isti vzmetnici, se pravi trši na eni strani, mehkejši na drugi, ali zimski način na eni strani z volno, pa poletni način na drugi strani z bombažem, svilom in tako naprej. Zdaj, kar se tiče materialov, prej sva govorila o tem, da mora pri spancu človeško telo spustiti temperaturo za 1 do 2 stopinji. Tako. Kako vplivajo na to materiali oziroma katere materiale moramo gledati, ko kupujemo posteljo, da so dobri, pa kateri so slabi mogoče? Mislim, mi v Royal Slipperju smo zagovorniki naravnih materialov. V naših vzmetnicah dobite bombaž, merino volno, svilo, konjsko žimo, kameljo volno, se pravi prisegamo na te naravne materiale, ki so se skozi tisočletja, odkar jih ljudje uporabljamo, skristalizirali kot najboljši v dotiku z našo kožo, z našim telesom. Se pravi, če vzmetnica ni zračna, ne odvaja vlage telesa, se pravi potu in tako naprej, nikakor ne more biti dobra za vas, ker se tam pač naredijo punkti, kjer se telo pregreva in to avtomatsko naš živčni sistem zazna in se potem obračamo, vrtimo, ker želimo ta del ohladiti. Zanimivo. Ja. In to pač povzroča ta mikroprebujanja, katerih se mi niti ne zavedamo, ampak vsa ta mikroprebujanja prekinejo REM fazo in potem moramo spet, rabimo čas, da pademo noter. In če so te prekinitve non-stop in pogoste, se na koncu zbudimo neprespani. Pa verjetno tudi, če so slabi materiali, se recimo, da več potimo in to pomeni, da bi mogli hitreje posteljo zamenjati. Vsekakor. Vse verjetno ste kdaj obula plastične čevlje, kdaj pa usnjene. Ogromna razlika. Ne, je razlika očitna. Zdaj, kar se tiče vzdrževanja postelje, malo sva se že pogovarjala o tem, nekako doba je 7 let oziroma 8. Tako, mi priporočamo tam na 7 let, lahko tudi prej. Če začutiš, da postelja ne služi svojemu namenu in si izključil druge faktorje, kot smo prej rekli, hrup, svetloba in to, je 99% verjetnost, da je nekaj narobe z ležiščem vašim. In takrat priporočamo menjavo. Tudi človeško telo se s staranjem spreminja in tista vzmetnica, ki vam je bila ok, pri 20-ih, vam pri 30-ih najverjetneje ni več ok. Kako pa lahko vzdržujemo posteljo na način, da čim dlje časa zdrži, da res raztegnemo življenjsko dobo? Se pravi, redno zračenje, vsako jutro posteljo, čeprav pravimo posteljo posteljamo, mi priporočamo, da postelje odgrnete zjutraj, ker ste čez noč oddali v posteljo ziher skoraj liter tekočine in ta liter tekočine naj bi čez dan izhlapel. In se pravi, če vi to vse pokrijete, valjda ni takega izhlapevanja. In se pravi, odkrita postelja, potem pa redno vrtenje vzmetnice za 180 stopinj, se pravi glava, noge, rečemo mi. Pri modelih, ki so flip-overih, pa tudi vrtimo in s tem pač ogromno pripomorete, s tem dosežete 2-krat do 3-krat daljšo življenjsko dobo vzmetnice. 1 liter tekočine, sva rekla. Tako, ja. Aha, to je pa kar, čez noč, ja. Čez noč kar veliko. Se pravi, vse to gre v vzmetnico. Morate se zavedati, da je vzmetnica po 10 letih 10 do 20% težja kot ob momentu nakupa. Zdaj pa veste zakaj, ne? Zato, ker je vsa ta vlaga se noter nabrala in zato je pač redno zračenje, redna menjava kritičnega pomena. Kaj pa, mislim, veliko ljudi, ki je v paru, seveda spi v skupni postelji, ne? Ja. A je kakšno posebno priporočilo za ljudi, ki spijo v paru, kakšna žimnica je pa za njih primerna? Zato sta pa potem 2 litra tekočine na noč. Mislim, tako bom rekel, v prvi fazi življenja v paru vam nič ni važno, kakšna je vzmetnica, so druge stvari pomembnejše, ja. Potem je pa vedno bolj pomembno spanje, ne. Tako da tle imamo par možnosti, par priporočil, ne. Pari, vsaj pri nas v Sloveniji, še vedno radi spijo na eni vzmetnici. Tukaj imamo mi rešitev, dostikrat, če je zelo velika razlika v teži moškega in ženske, da se naredi dvojno jedro v vzmetnici. Eno jedro je
za pač trše, eno je mehkejše, pač prilagojeno tej osebi. Večina ljudi pa kar dobi en tak zelo dober kompromis med trdoto in mehkobo spanja. Potem naslednji korak je, da imata zakonca oziroma par dve ločeni vzmetnici, ki potem na vrhu lahko z nadvložkom, imamo namreč tudi izjemno dobre nadvložke, ki potem povežejo vse skupaj v eno ležišče. Pa tretja možnost so pa ločene spalnice. Ja, to je mogoče tudi v porastu malo trend, sem zadnjič prebrala. No? Glejte, dejansko je. Ja. Če je prostor, če je možnost, dejansko kdaj, da par spi posebej, ni nič narobe, oziroma je še dobrodošlo. Pozitivno vpliva na razmerje, ker če sta oba naspana, sta boljše bolje. Tako. Še nikoli niste imeli dobrega dne po neprespani noči. Zelo drži, zelo držali. Kar pa otroci, pa recimo pri njih pa mogoče ni toliko pomembna sama vzmetnica, še niso toliko občutljivi na te držljaje. Pa recimo za hrbet, a imate še kakšne posebne? Mislim, pri otrocih priporočamo seveda naravne materiale. Distributerji smo tudi za posebne zaščitne rjuhe, če pride do kakšne nesreče. Se pravi, to ni plastična rjuha, ampak je to pravi česani bombaž, ki ima noter paropropustno zaporo kot nek Gore-Tex, ampak še bolj propustno, tako da diha, hkrati pa nobena ta tekočina telesna ne prodre v vzmetnico. To priporočamo pri otrocih. V bistvu ja, to je nek poudarek pri otrocih. Tako je. Okay. Zdaj, če nekako povzameva, kaj je tisto, kar vzmetnico dela kvalitetno in nekvalitetno in kako se kvaliteta odraža pri vaši kolekciji Royal Sleeper? Kaj je tisto, kar uporabnik najbolj res občuti prvo s razliko? Pač poudaril bi to število vzmeti, kvaliteta vzmeti, se pravi različne vzmeti za podporo različnih delov telesa, to je kritičnega pomena, in kot drugo naravni materiali vsekakor. Se pravi naše vzmetnice so za doma najvišjega nivoja, home luxury, to so 40 cm visoke vzmetnice, ki samo vzmetnica tehta 60-70 kg. Se pravi dejansko je to drugi nivo spanja. Ko enkrat to probaš, težko greš pol nazaj. Kvalitetno spanje za kvalitetno življenje. Točno tako, ja. Tretjino življenja preživite na vzmetnici, postelji, ne varčevati pri tem. Rajš pri čem drugem. Potem se bomo premaknili tudi v salon Mioto, kjer bomo svetovalcem govorili, kako res najdete perfektno izbiro za vaš življenjski slog in za vaše življenje. Ampak ja, v glavnem to je, postelja je verjetno res en kos, kjer se ne splača varčevati. Rajš nekje drugje, samo ne pri postelji. Tako. Okay. Še kakšna zaključna misel? Ja, obiščite nas, ne? Pa probajte. Obiščite in se prepričajte sami. Hvala. Super. Zvedeli smo, zakaj je vzmetnica tako pomembna za dober spanec. Zdaj bomo pa zvedeli še, kako lahko izberete pravo posteljo oziroma vzmetnico prav za vas. Pogovarjala se bom z Juretom. Jure je svetovalec pri Mioto že 5 let. Videl je res veliko primerov. Jureta bom vprašala, kakšno vzmetnico bi priporočil meni in na kaj morate biti pozorni vi, ko kupujete svojo posteljo. Kar za mano. Jure, ti si svetovalec pri Mioto že 5 let, če se ne motim. Ja, drži. Kako ti stranki svetuješ, da se pravilno odloči za posteljo, ker ni vsaka postelja za vsakogar? Kako jo vodiš čez ta proces? Ja, najprej postavimo tisto osnovno vprašanje, ki bi jih morali na začetku postaviti vsi prodajalci. Torej, kakšni so gabariti telesa, torej višina, teža, kakšne so mogoče sedanje izkušnje z ležiščem, ali so prisotne kakšne bolečine, kako kvalitetno je spanje, se vstajajo spočiti ali kaj je čist ok.
S temi vprašanji pač malenkost definiramo samo potrebo stranke, da jo lažje usmerimo v test, potem pa na potezi stranke, da izbere v občutkih ležišče, ki bi bilo najbolj primerno. Če greva zdaj na moj primer. Jaz sem visoka 1,68 m, pa tehtam 55 kg. Kaj bi me še vprašal, da bi našla tisto perfektno posel? Mogoče še samo to, kakšna je izkušnja s sedanjim ležiščem. Tako, zbujam se z rahlo bolečino v spodnjem delu hrbta. Ja. Kar se tiče naspanosti, se zbudim precej nenaspano tudi po 7 do 8 urah spanca. Zdaj z vas sva sicer govorila, da so tudi pač druge okoliščine pomembne, ampak moram reči, da si zatemnim in imam tišino. Tako da mogoče lahko zdaj izložimo, da je problem posla. Potem bi se navezal že naprej povedano, kar je že vas je rekel, da v največjem primeru je lahko potem tudi vzrok ležišče. Zdaj bolečine so prisotne vedno tam, ker telo nima dovolj opore. Lahko pa gre v dve smeri, ali je pretrdo ležišče ali pa je premehko. Predpostavljam, da v tvojem primeru je po moje bolj mehko ležišče. Mogoče še celo več. Predpostavljam, da je problem potem takem v opori. Mogoče še pomembno vprašanje, kako dolgo že uporabljaš ležišče? 3 leta. 3 leta, tako starost ne bi smela biti sporna. Tako. Jaz mislim, da je bilo najboljš probati zadevo, da ti predstavim par ležišč in da jih preprosto probaš. Velja, se kar lotva. Recimo pred nama je ležišče z dvojnim vzmetenjem, ki ima izdatno, bom rekel, izpostavljeno mehko vzgornjo plast, večplastna hladnovaljena pena je v njem. In običajno, glede na izkušnje, so uporabnice tvoje postave bile z testom zelo zadovoljne in bi mogoče predlagal, da bi se osredotočila na te. Lahko pa ti tudi pokažem, kaj je skrivano. Lahko pogledava še to dvojno vzmetenje. Razumela, kaj dejansko predstavlja vzmetni spektakel. Takole, da se bo videlo. Torej, izdatna mehka pomila, ki poskrbijo za komoditeto zgoraj. Potem imamo pa neodvisno vzmetenje, ki se točkovno prilagaja z širino vzmetmi na tvojo težo, in pa potem še spodaj osnovno vzmetenje, pa pletena mreža, tako zvano polneno vzmetenje, ki pa zaključi kompletno strukturo, ki je zelo prilagodljiva, še vedno daje pa oporo tam, kjer jo telo rabi. Namreč vzmetnica je razdeljena v 5 con, torej v predelu ramenskega obroča in popokov so mehkejše vzmeti, kar omogoča popolno prilagajanje telesu, da je hrbtenica potem v tej naravni drži in da se lahko telo sprosti. Ker ključno za spanje je, da dejansko prideš do globokega spanca, kar pa ne moreš doseči, če telo nima popolne opore in se potem skozi nekaj prilagajaš, premikaš, posledično ne spiš dobro, se ne spočuješ, ker telo se regenerira dejansko v času tega globokega spanca. Po tvojih izkušnjah, kaj je največja napaka, kaj ljudje naredijo pri nakupu posle, pa mogoče kaj je kost pohištva, kjer se splača malo več denarja vložiti, pa kje lahko malo bolj šparamo? Da bi začel na začetku vprašanja, bi rekel tako, estetika je ena stvar. Če govorimo o posli, estetska posla še ni enako kvalitetnemu spanju. Pomembna in odločilna je v bistvu vzmetnica oziroma ležišče. Tako da jaz bi rekel, da največ denarja bi človek mogel investirati v svoje dobro počutje, ki dnevno vpliva na to, kako se bo dan nam odvijal od jutra do večera, in pa predvsem, da s tem poskrbimo za na dolgi rok tudi svoje zdravje. To je investicija v nas same. Ki pa lahko malo prišparamo. Prišparamo. Tudi če bo v popolnoma enostavnem okvirju, na popolnoma enostavni posli ležišče, ki bo zelo kvalitetno, boš imela vse, kar sem prej povedal, prišparamo lahko tudi pri drugih kosih. Sedežni garnituri, kanček, mogoče pri kakšni mizi, stolih, tam, kjer se zadržujemo manj kot v postelji. Ker v postelji dejansko smo tretjina svojega življenja. Tako. Najlepša hvala. Malenkost.